Brati, ti bereš, jaz pakiram. Tak je dogovor. Oprosti, Rainbow Dash. Ves čas razmišljam, kako se boš zabavala na shodu Drzne Du. Ko mi le ne bi bilo treba pomagati princesi Celesti iz srečanjem prijateljstva v Gryffindolu. Ne skrbi, poskrbela bom, da ti A.K. Yearling podpiše knjigo. Ne morem verjeti, da po tam se nikdar ne hodi na shode. Kar bi najbrž bilo super za vse oboževalce, ampak ker midve poznava A.K. Yearling osebno in veva, da je skrivoma prava drzna. To ni nič takega. Ta shod bo zabaven, ampak nič preveč vznemirljivega. Tako sem vznemirjena. Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni. Želim si vedeti, kdo v resnici si. Moj mali poni. Čarovnije ti z menoj delila bi. Pridi greva na potek, z nasmehom greva v isti svet. Deliti prijaznost je lahko, z malo čarovnije laže bo, da si moj mali poni. Vedi, da si moj prijatelj ti. Si videti kot poni, ki bi šel na vse vključujočo eno in edino pustolovsko izkušnjo, ker doživiš pravi svet Drzne Du. Ne, hvala. Sem je že doživela. To je najbolj carska stvar vseh časov. No, to je nekaj, kar zna ceniti le resnični oboževalec. Celo ploščice so v pravem vrstnem redu. Prav imaš. Jaz sem Quibblebants, me veseli. Rainbow Dash. Lep kostum. Tvoj tudi? Hvala. Najtežje je bilo ugotoviti pravo število lukenj od puščic. Ker na 84. strani safirskega kamna opisuje, kako se je ognila, citiram, 20 puščicam, ki so šinile iz lukenj v zidovih, konec citata. A potem na 107. strani Drzna Du pravi, da je, citat, komaj ušla toči puščic, konec citata. A jasno, da Drzna Du pretirava in da je pravilno število puščic 20. Tako sem vesela, da sva se srečala. Čeprav sem vedela, da bo shod totalno carski, je zabavnejše, če si z nekom, ki res pozna Drzno Du. Vem, kaj misliš. Težko je najti ponija, ki to res razume. Kako čudno. Počela sva le stvari iz prve trilogije. Po kosilu bi se najbrž morala lotiti še stvari iz drugih knjig. Wow. Pa saj ni drugih knjig. Seveda so. Drzna Du in Pot do strašnega stolpa, Drzna Du in različni obrazi. Prosim, ne. Sploh mi ne omenjaj naslovov. Ne pravim, da teh knjig sploh ni. Pravim, da jih odločno zavračam. Zakaj? Ker so obupne. Mislim, po prstanu usode ni niti ene stvari, ki bi bila vsaj približno verjetna. Kaj? Zagotovo vem, da je vsaka stvar v vseh tistih knjigah 100% verjetna. In kako bi lahko to vedela? Pač to vem. No, to pa je prepričljiv dokaz. Zakaj sploh prideš na ta shod, če tako sovražiš Drzno Du? Saj ne sovražim Drzne Du. Prva serija je bila brihtna in super in odličen poklon starodobnim serijam pustolovskih knjig, ki je nekako samorefleksivna in ironična, istočasno pa slavi obliko umetnosti brez kančka cinizma. In zaradi tega sem prišel vprašati A.K. Yearling tako direktno, zakaj se je prodala in poneumila preostale knjige v zgolj serijo nemogočih akcijskih zaporedij. Dobro, zdaj vem, da si zmešan. A.K. Yearling je carska in vsaka nova knjiga o Drzni Du je še boljša od prejšnje. Wow, no prav, ja. Oprosti, ne morem prijateljevati z nekom, ki verjame, da so nemogoče stvari mogoče, dokler jih počne Drzna Du. Saj je v redu, ker tudi jaz ne morem prijateljevati z nekom, ki je tako osredotočen na mogoče stvari, da je pripravljen obrniti hrbet najboljši herojke vseh časov. Prav!
Glejte, samo povejte AK Yearling, da je Rainbow Dash tu in da mi mora pomagati prepričati vsevednega ponija, da se je vse, kar Drznadu počne, zares zgodilo. Rainbow Dash? AK, govoriti moram s tabo, nujen primer je. Ne tu. No, povej, kaj se dogaja? A gre za Cabalerona? Si ga videla? Ne? Je pa res spodaj poni, ki misli, da je vse, kar si napisala po prvi trilogiji, popolnoma nerealno in grozno. In pomagaj mi, da mu dokaževa, da je vse skupaj povsem verjetno. Večje težave me pestijo, kot so razočarani oboževalci. Amulet Kulakan in Cabaleron ga hoče. A amulet je le ključ. Pravi zaklad je skrit v izgubljenem templju, 7-stranska skrinja Chico Mostoka. Cabaleron ga hoče prodati najboljšemu ponudniku in zato ga moram jaz prva najti. To zveni kot nova carska pustolovščina Drznadu. Kaj pa potem počneš tu? Ker še nisem našla templja, je to najvarnejši kraj zame in za amulet. Od varnostnikov kar mrgoli in če bom v težavah, se lahko pomešam med vse ostale imitatorje Drznadu. Kako lahko pomagam? Samo pozorna bodi na karkoli sumljivega. Razumem. Ali poni, ki mu je všeč samo prva trilogija, spada med sumljive? Samo preverjam. Ves ta hrup okoli moje smrtne sovražnice se mi zdi grozen. Mislim, kje je ta stojnica za Cabalerona? To mi sploh ni podobno. Pridite, poiščimo Drznadu in amulet Kulhuakana. Tukaj nočem preživeti niti minute dlje, kot je potrebno. No, če to ni poni, ki ve, da so nemogoče stvari mogoče, ker to pač ve. Oprosti, Quibble, pomembnejše opravka imam, kot pa da se prerekam s ponijem, ki se mu zdi carsko nerealno. Ne, čakaj. Več hočem slišati o tem, da si 100% prepričana, da bi v prekletstvu džungelske kraljice Drznadu preživela 150-metrski padec z vrha slapa, potem ko je utrpela zlom krila na ekstremnih brzicah. Očitno je, da krilo ni bilo zlomljeno. Cabaleron. Vidiš, to je vzvrsten lik. Trdno ozadje. Dobri motivi. Ne, Cabaleron je tamle. Ja, seveda je. In obenem je tam, in tam, in tam, in tamle. Kam pa odhajaš? In zunaj sva, ker... Drznadu mi je povedala, da je Cabaleron prišel na ta shod, da bi ukradel amulet Kualkana in videla sem njega in njegove pajdaše, ko so šli sem. No, prav, jaz bom šel nazaj noter. Tu zunaj je vse preveč norosti za oba. Ne vem, kaj se gre Drznadu, a če vama je povedala za moj načrt kraje amuleta, zagotovo delata zanjo. Cabaleron! Kaj boš pa rekel zdaj, Quibble? Tako si nameravala dokazati, da so knjige o Drznadu realne? Z nakupom pustolovske izkušnje Drznadu? Resno? Kaj? Ne, poglej naokrog, pajdaši! Cabaleron! Džungla, do katere smo potovali celo večnost, to se zares dogaja. Pa ja, dejansko sva talca Cabalerona. Daj no, na glas tega tipa se ves čas menja, brez zamere. No, torej, kakšna je zgodba? Ugrabil si naju in naju odpeljal na kraj sredi nečesar, ker... Tempelj Chico Mostoka je nekje v tej džungli. Ko ga najdem, je 7-stranska skrinja tako rekoč moja. Samo amulet Kulhuakan rabim, da jo odklenem. Aha, in Drznadu ima amulet, zato si se domislil te prezapletene spletke, da jo zvabiš v džunglo in ga zamenjaš za naju. Ne bi rekel, da je prezapletena, ampak ja... Dobro, kar končajmo. Zelo dobro, resno, zelo prepričljivo. Poslušaj, kolega, kar obdrži njen denar, ampak jaz... Ne greš nikamor. Morda ti moj načrt ni všeč, ampak jaz sem tukaj veleum. Ne bi rekel... In jaz pravim, da boš ostal tu, dokler te Drznadu ne pride rešit. In če te hoče nazaj v enem kosu, mi bo dala amulet.
Zvižite ju! Grifonski zapah. Poznaš ga. Še en dokaz, da si res agentka Drzne Du. Ali vneta bralka. In zdaj bom nadaljeval z iskanjem templja. Nikamor ne hodita. Poslušaj, če se pretvarjam, da verjamem, da je vse to res, boš odpoklicala tale teater zbirke pajdašev tamle? Ne bodo me poslušali, ugrabili so oba. Wow, torej se boš držala tega scenarija? Prav, naj bo. Sva na pustolovščini Drzne Du. Kaj je bilo to? Drzna Du! Hvala Bogu, tukaj sva! Razkropite se. Drzni Du ne smemo pustiti, da ju reši. Vsi štirje? Mislim, a ne bi vsaj eden od njih ostal tu in naju stražil? Ne, čakaj, ne, ker potem to ne bi bila grozna pustolovščina Drzne Du. Saj vseeno, ne bova rešila grifonskega zapaha, preden se vrnejo. V redu, to je bilo kar dobro. Hitro, spraviti se morava stran in posvariti Drzno Du. Ne, ni šans. Pokaži mi, kje je hotel, ti pa se igrajo oboževalko in lovi zaklade po mili volji. Ja, prav. Poreciva, da je to pustolovska izkušnja Drzne Du. Na shod bova prišla samo tako, da jo bova odigrala. Zato mi sledi in vodila te bom ven, velja? Pravno. Morda bi te morala pustiti v džungli, da te prepričam. In potem bi morala biti Drzna Du levičarka, ker veva, da ne drži. In to je vse, kar je narobe z Drzno Du in potjo do strašnega stolpa. Problemi v naslednji knjigi pa so... Točno. Kako bi bila pustolovščina Drzne Du popolna brez majavega mostu iz vrvi? Glej. No, saj sem zato, da se zdijo stvari resnične. Pa so ti pustolovski poniji prepričani, da je varen? Se ti zdi preveč realen? Tega pa res nočemo na pustolovščini Drzne Du, a ne? Če bi bila to prava pustolovščina Drzne Du, sem prepričan, da bi stopil na napačno desko ob natančno... Še dobro, da je to izmišljena pustolovščina. Vsaj veva, da ob vsem tem naprezanju most ne bo razpadel. Svoj denar moraš zahtevati nazaj. Nemogoče pa je to. To je bilo carsko. Mislil sem, da bova in potem si ti in letenje. In jaz kar, kam pa greš? In potem si zavila in jaz sem bil že v vodi in skale. Ja, če bi to prebral v knjigi, bi celo lahko mislil, da je nerealno. No prav, to ti priznam. Mislim, lahko bi bilo po nama. Kakšna pustolovska izkušnja pa je to? Mislim, to je res slabo za posel. Kaj so ti poniji mislili? A zdajle? Mislimo, da smo vama hvaležni, ker sta pobegnila. Saj sta nas pripeljala naravnost do izgubljenega templa Čokomostovka. Poskrbite, da bosta tokrat uklenjena. Ne smete nam spet pobegniti. Nikoli ti ne bo uspelo. Da ne? Pripeljala sta me do templja. In Drzna Du je preveč plemenita, da bi pustila, da se vama kaj zgodi. Zato je amulet praktično moj. Kaj? Nič duhovitih opazk o tem, kako neumen načrt imam? No, to ni uradna pustolovska izkušnja Drzne Du, kaj ne? Končno! Cenen ponaredek je, ki ga vodi skupina nesposobnih ponijev, ki nimajo pojma o tem, kako izvesti to pustolovščino na zares varen način. Mislim, kaj je bilo tisto z mostom? Bila sva v resni nevarnosti. Vse vas bom prijavil. No, ne vem, komu vas bom prijavil, ampak bo to nekdo zelo pomemben. In ta bedni ponaredek izkušnje ni dokazal nič, razen tega, da imam prav. In ima vse lastnosti bedne pustolovščine Drzne Du. Quibble? Ne, jaz govorim. Generične džungelske lokacije so. Prezapletena spletka zlikovca je. Naključni dogodki, ki nas prikladno ponesejo na naslednje prizorišče, so. Pazi, kot hodiš, bedak. Poslušaj, kolega, ne bom mi ukazoval nek drugorazredni glomač, ki se je učil igre na super zlikovski šoli slabih naglasov.
Edino, kar manjka tej zmešnjavi, je orjak, ki bi bil rad ahujzijotlška pošast. In občutek imam, da bi bil to prevelik zalogaj za bagatelne pustolovce s kleti. Resničen si. To je resnično. To je resnično! Sem rekla, da me opozoriš na karkoli sumljivega, ne pa da greš na pustolovščino brez mene. Resnična si. Njena prijateljica si. Kasneje se bomo predstavili, zdaj le moramo... Pobegniti, ja, hvala. V bistvu ne. Kaj? Ne moremo oditi brez zaklada. In najbrž bi morali pon, preden naš prijatelj pride višje. Wow. 7 vrat, 7 ključavnic. Ena od njih vodi do zaklada. Raje ne pomislim, kam vodijo vsa druga. Ja, klasična finta ponija in tigra. Vse, kar moraš narediti, je... Mogoče bi pustila Drznedu, da razvozla. Oprosti. A je vedno takšen? Ja, ampak ima običajno prav. Katera ključavnica je po tvojem mnenju? Končno. Glej, vsaka vrata imajo druga vrata za par. Ta par vrat ima zemeljske ponije v boju s kačami, ta par ima pegaze v boju z grifoni, ta par ima samoroge v boju z medvedi, tale pa... Imajo alikorna. Ta so edina brez para. Kako sem to spregledala? To se sprašujem že vse od 4. knjige. Sedemstranska skrinja Čikomostoka. Družba... Izhod je popolnoma prekrit, kako bomo prišli od tod? Tam! Resno, ali kdaj ne pobegneš z vrha templja? Gospoda pustolovskega kritika bova morali nesti. Ne bomo dovolj hitri, ne bo nam uspelo. Punci! Mislim, da bova z Rainbow Dash vse uredila. Pojdite naokrog, ne morete nad njim! Da bi šli nad njim! A si nor? Če Quibble pravi nad njim, bova šli nad njim. Vedve sta zmešani. Rekel si, ne greva nad njim. Rekel sem okoli njega. Jaz pa pravim, utihni! V to smer. Slišal sem jih. Dobro, razumem. Naredimo lažni zaklad iz blata in kamnov in ga damo Kabaleronu in potem, ko... Ni treba, da je vsak načrt Drznedo tako zelo zapleten. Prisižem, da sem jih slišal! Ni preveč izvirno ali navdihujoče, a je že vžgalo. Kdo si v bistvu ti? Oboževalec. Aha. Na drugi strani templja so stopnice, ki vodijo iz soteske. Predlagam, da greš tja in proti zahodu. Kaj pa ti? Tole moram odnesti v muzej. Hvala za pomoč. Brez vaju mi ne bi uspelo. Brez obeh. No, mogoče so poznejše knjige nekoliko bolj realne, kot sem jim pripisoval. Na vseeno mi niso všeč. Kaj? Kako lahko? Čakaj, samo malo. Preden se spet sprevam, mislim, da mi je končno jasno. Všeč mi je Drznedu, ki rešuje uganke in uporablja možgane, da se reči iz težke situacije. In tega je počela veliko več v izvirni trilogiji. Ti pa imaš rada Drznedu, ki je hrabra in carska in premaga vse, ne glede na vse. Dobro. In to je v redu. Morda se ne strinjava o tem, zakaj je Drznedu kul, ampak ti si pa vsekakor kul. Mislim, kako si mi rešila na mostu? Wow. In pobeg iz templja? Ti, Rainbow Dash, si carska. No, nisem jaz tista, ki zna najti zaklad enkrat hitreje kot Drznedu. Morda imaš obupen okus za knjige, si pa vseeno tudi ti precej carski.
Na miselni jajčasti uganke reševalni način? Najbrž se nama ni treba vedno strinjati. Prijatelja? Vsekakor prijatelja. Misliš, da bi A.K. Jerling dovolila meni napisati naslednjo knjigo? Ker mislim, da bi jaz bolj jasno napisal. Mislim, naprimer, v drugi pustolovščini je nek stranski lik, ki ga zdajle ne bi hotel imenovati, ker gre za to, da sem o njem pisal veliko ljubiteljskih tekstov in nočem, da bi... No, pa se ne pravim, da bi sunila idejo, ampak pravim, da bi se lepo skladalo z vsem reševanjem ugank. Samo, da bi vsaka rešena uganka odklenila nov karate gib. Tako glej na to, a ne? In tudi jaz sem oboževalec Jerlingove, zato bi morda bila za idejo. Mislim, Quibble? oprosti. Za Minimax sinhronizira produkcijo Falcon.